Dober dan, dober jutr, oziroma je že dan. Evo, začenjam današnji razgled Hanoja. Prvo, kar si bom pogledal, je tale jezero. Hoan Keim se imenuje. Gor je en tempelj. To je ena bolj zanimivih pa bolj znanih stvari v Hanoju, tako piše v vodičih. Seveda je to tako, ne, da enemu je nekaj bolj zanimivo, drugem drugo. Tako da meni bo najbolj zanimiva tista železnica, ki ste že videli, ki bo vlak šel, pa mogoče še kaj drugega. Mogoče me pa tudi tole preseneti. Zdaj moram je tamle kupiti karto, ki košta malo manj kot 2 evra, in grem sem pogledat. Je ravno sobota, kar pomeni, da je veliko ljudi, kar je tudi zanimivo, mogoče za kakšne posnetke, fotografije in tako. Tako da neč gremo kar po karto, pa naprej. Evo, zdaj smo prišli na otok, preko tegale rdečega mosta, ki je po noč zelo lepo osvetljen. Moti me pa tle, ki je posod neka muzika, kamor se postavim, tako da mi je zelo težko to snemati. Ker se veste, avtorske pravice pa ono. Bom nekje najdel en plec, pa malo več povedal. Tle je zdaj malo boljš, kar se muzike tiče. Ljudi pa kljub vstopnini kar nekaj. Takole kje, ki hočeš kaj slikati, je kar gužva. Kaj je tole, bom še pogledal. V glavnem, no, kaj je štos tega jezera, tega templa tle gor. Ta jezero je včasih bil večji, pa so ga izsušili, da so pol stavbe postavili in pa tako naprej. Tudi še zdaj ni tako majhen, ne. Drugače pa tle legenda prav, da je tukaj, ne vem v katerem stoletju, en vietnamski vojskovodja dobil neki meč, s katerim je premagal Kitajce. To je bil neki čudežen meč. Potem ga je pa mogel tukaj nazaj vrniti želvi. Ta otok naj bi bil v obliki želve. To je ta legenda zdaj, če ste verjemte, če ne, ne. Ta tempelj je tle pa tudi posvečen tudi nekem vietnamskem vojskovodju, ki je premagal Mongole. Tako da vse bolj na to gre, ne. Kakor pa vidite, domačini hodijo, se veliko slikajo. Tako da zanimivo videti, ne. Da pa zdaj rekel, da je pa to name čisto vtis naredilo, bi se vam pa zlagal. Se veste, name bolj vtise delajo razne naravne lepote. Tudi malo nelagodnosti čutim tole snemati, ker sem prej vse ta imena, ki sem jim hotel povedati, pa sem se vse zapomnil, stukati ponovil, kaj pa tole so to mandarince, ne vem. Grem najprej malo okoli, ker nikoli ne veš, če je noter dovoljeno snemati. Kaj pa to za en sadež? Gledajte, nikoli še videl, če kdo ve, naj napiše. Ja, no, seveda, če ste tle pogledati, ja, je pa po noč sem videl včeraj ta most, ki je osvetljen. Je pa res lepo videti, tle zgleda, se pa zadeva končuje, oziroma ja, tle je krožna pot, tle prideš ven, pa greš ven, ne. Jaz bom si se šel še en krog malo poslikati, posnet, da vidimo. Ribice, si so boge, da se tle mučijo, ampak kaj češ. Bil sem tudi tukaj noter v templu, ampak not ne pustijo slikati pa snemati, tako da od noter žal nimate nič. Ajde, je bilo pa zanimivo
ni bilo pa pretresljivo, saj za mene, no. Ampak, kot sem že rekel, take stvari me majčkeno manj zanimajo, no, tako da bojo tudi druge, ki me bojo bolj, ne. Je pa zanimivo v vsakem primeru malo tudi videti, ko to domačini pridejo, pa se malo slikajo, pa tako naprej, ne, tako da, če ste tukaj, da nekdo narobe razumel, to nujno iti pogledati, ne. Jaz sem tudi tle, imam hotel, samo 5 do 10 minut stran, se pač sem tle že parkrat mem šel, tako da to za pogledati. Vsekakor tudi zvečer bom šel ta most probati narediti kakšno lepo slikico. Tako da zdajle pa železniško postajo, pa počakam vlak, ki bo šel. To se pa najbolj veselim. Ne vem, zakaj kdo bi rekel, tempelj veliko bolj zanimiv. Meni ne, različni smo ljudje, no. Zdaj pa odhajam na železniško ulico oziroma v železniško ulico. Včeraj sem že bil, sam danes grem, da vidim vlak, ki pele, ne. Drugače pa danes so tole ulico zaprli okoli jezera za promet in tu je menda v sobotih pa nedeljih zaprto, pa se vidite, ljudje sprehajajo. Jaz sicer z motorjem se pa nekaj vozijo, ker jaz imam namen zdaj dobiti motor, da me pele ke. Se pravi, preko one aplikacije Grab. Nisem jo še preprobal tle, tako da me prav zanima, kako deluje. Sem pa tudi že v Aziji uporabljal na Tajskem, Indoneziji, Tajskem in tu vrhunsko deluje, no. Tako da vidiš ceno, določiš, kje te pobere, kam te pele in ti že prej ceno pove in pol tudi tun, ki te voz, ne, je prijazen, te ne bo nekaj izsiljeval za ceno, ker moš dal ti slabo ceno, tako da to super laufa, tako da vsaka čast tistmu, ki se je tu zmislil. Je tu pa za motorje, taksije, tu je isto k Uber, samo da je tu v Aziji veliko bolj razširjeno, kakor drugot, ne. Tako da tle je Uber, ne vem, ali je ali ni, ampak ta Grab je siguren boš. Tudi vidiš ljudi, ne, vidiš ljudi, ki imajo te, zdaj dobijo neke jakne, ki piše gor Grab. Tako da to je tle močna zadeva. Zdaj pa gremo nekam, kjer je promet, pa da tam probam tu poklicati. Prej sem ful hvalil ta Grab. Aha, zame, evo je prišel majster. Je, ja. Super, gremo. Helmet? Jaz sem, ja. Helmet? Zdaj sem šel na ne ta pravo stran. Mora zdaj prideti na drugo stran, veste, kako je tu zajel. Ne bi bil vred v njegovi koži. Tu sem živčen, če kaj ne pozabim, ker imam tudi stvari. Štlejte, to 3D kamero, pa fotoaparat sem vzel, pa telefon, pa vse sranje. Bom pa ene par centov več dal majster, ker verjetno me na un stran čaka. Ma kar problem me ne voziti. Ne razumem, zakaj je šel tu obrnit. Madonna. Majster, računaj ti, da imam jaz 90 kg plus še malo čez. Če za rdečo ni problema. Ne vem, zakaj ni šel že prej tle naprej, tle me je pobral, lejte.
majster me je srečno pripeljal. Cena je bila taka, ki je tam pisalo. Sem mu dal 50, mi je 30 vrnil. Potem sem mu dal pa 5 tringelta, ker verjeten jaz nisem bil čist na uni lokaciji, kjer bi mogel biti, pa se je malo lovil. Tako da 5 teh njihovih tu ni velik, mislim, tu ni velik, tu je dobrih, tu je 25 centov. Ampak v bistvu je pa tu 25%, več kot 30% sem mu dal tringelta. Tako da, ja, evo zdaj pa na železniško postajo. Si se pisal, ne vem pa zakaj me ni bližje pripeljal. Me je pa že malo žal, ker mu nisem dal. Aj ne, se je tlele predvsem, ampak zakaj me ni tlele peljal, še pa res ne vem, če da nisi težko sprehoditi, ampak tako, čist iz principa. Evo, sem že tukaj. Sem me pa prvič hotel malo nategniti. Tam je en tip do mene prišel, pa je rekel, da ne morem noter iti sem na železnico, če ne grem v restauracijo, v lokalček. Sem rekel, bom je šel, noben problem. No in, ampak nehnemo, ne. No in pol jaz tam čem jet in zgleda je s policajem ima veze in me res ni noter pustil. Tako da sem šel pol na drug vhod, ne. Seveda mi na mislu ne pride, da bi šel jaz nekam, k enemu, ki me če nategniti, tako da braj hodil 10 let okoli. Zdaj pa iščem un lokalček, ko sem včeraj bil, ker malo ugodne cene, malo nižje kot kar ostali. Pa bom tam počakal, pa WC ima, tu me je najbolj važno, kje pa bo zdaj enkrat kmalu bo, pa neke hude muske ni na polno, tako da časem ta lokalček bi že mogel biti. Imam jaz problem s spominom, malo sem že star, malo sem smotan in pole pa tukaj je, ne. Tle, ne. Tle je ta prehod, nič druge mora je, bomo najdeli. Evo ga, ne vem, kako mi ga je uspelo zgrešiti, sem ga pa spoznal potem lepa mucko tu, lejte ga. Tu sem že včeraj ga. Mucak, Mico, 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 daj poglej malo. Mico, daj malo poziraj za kamero, lejte, kako je ta lep. Evo, to je una ženska, ki je deco včeraj nadrla. Ne vem, kje čem se vsest. A tle čisto od spredaj. Ali... Kaj, Micak? Tlele se bomo vsu, 10 let prehod, tako da... Sem pa dobil po mojem en najboljših mest tle, kaj je lahko. Evo, tamle sem prej mislil, da bom, ne. Sem pa videl, je pa ženska, tale šefica. Nekaj sem upila in sem pogruntal, da ima tudi tle ona svoj lokal. In lejte, imam sedež takole čisto ob kraj in gledam še v uno smer, ki bo vlak prišel. Tako da noro dober sem tule in ne, zdaj, če sem jih kdo vsul, sem jih bo tle vsul. In tu jaz bom tle najbolj videl, tako da ne temle bi bilo bolj kurc. Sediš, še kakšnega tazga, ko sem jaz malo bolj debelga zraven dobiš, ni nobenega placa, nič, tako da super, super sem tole dobil. Sam je še za jaz ponudila, plača nisem pa čist nič. Bom pa kaj drugega si prvoščil, da bom imela mečken promet od mene. Bom kakšen smuti vzel, ki je malo dražji. Vidite, ne, tole je po dobra 2 evra, tako da ne bo noben propol. Kavo sem rekel, da neham pit, bom videl, kako bom. Se pa ne premaknem tale z tega sedeža, dokler vlak ne pride, ker da mi kdo ne zasede. Gledajte, ljudje, tega mojstra z tem dolgim selfie stickom, tudi jaz sem ga nabavil, ampak mi ni šel noter v
v kovček, tako da ga nimam s seboj. Ja, tamle se človek noči. Ja, se tako počas ne gre, zabremzati ne more, če se vležeš, ne. Kurva, to šlo čez bliz. Je pa dolg kapundel. Drugače to železnico so naredili Francozi, da bi povezali Indokino. Seveda včasih to ni bilo ulic, to so pa ljudje kar svirati začeli. Bolj, ko se je pa tukaj turizem začel, 2015, da so se začele pojavljati slike na Instagramu in čedalje več turistov začelo hoditi in tako je pa vsi lastniki teh bajk naredili kafiče, kakor vidite. In če sem prav zastopil, tale vlak je čisto originalen, potnik je voz, tako da ker sem govoril, sem pozabil obrniti. Dobro, da imam še 360 kamera, bilo zanimivo, lejte, ljudje navdušeni. Ja, tu je menda največja zanimivost Hanoja. Ni tako zanimivo, nič, noben tempelj, nič kakor to. In lejte, res koliko ljudi, to je noro, ne? In ta vlak, zdaj soboto, nedeljo, grene 6krat. Piše vse na internetu. Kje pa ti koža se zgubil? Lepo, te slepi. Joj, če bi jaz nekaj, da bi ti dal. Ja, moj zlati koža. Lep. Čigav, tvoje? Daj mu kaj za jaz, majster. Moja naslednja točka je tale pagoda. On Pilar pagoda. Je to na enem stebru, dal je pa zgraditi en poglavar dinastije. Leta 1000 pa še nekaj, tako da tole je starost skoraj 1000 let. Zgraditi je pa dal v čast eni boginji, ki mu je pomagala, da je njegova žena rodila naslednika. In zdaj sem hodijo največ ljudje, mislim, hodijo vsi tudi pogledati. Hodijo pa ljudje, ki si želijo potomce, pa jih ne morejo dobiti in hodijo sem moliti, ker to naj bi pomagalo, da se dobi potomce. Seveda, če verjameš v to. Jaz ne, bomo malo počakali, da te grejo dol, pa se pa še naprej sprehodimo. Zdaj gremo pa še gor. So gospe šle skoraj dol. Tale se je malo pomolila. Sej to je fino, če verjameš, ne. Jaz imamo problem, ker v nič ne verjamem, ne. In tisti, ki verjamejo, je sigurno življenje lepše, ne. Evo, lejte, mislim vse. Rekel, nič tako zelo posebenega. Ampak jo, če si tle seveda pogledati. Zdaj tukaj čez bliz je pa še Ho Chi Minhov mavzolej. Se pravi, Ho Chi Minh je bil vietnamski voditelj v času vietnamske vojne in v bistvu ta jih je pripeljal do zmage in ga seveda ful častijo, kar je prav, tako kot Hrvatje Tudžmana. Tako da bom šel zdaj pa še to probati pogledati. Nikjer nisem zasledil, ali je ta zadeva hindujska ali budistična. Ne vem, zakaj mi neki prav, da je hindujska. Ja, pa je hindujska, lejte, ko vidim tle te njihove bogove tlele noter, ne. Tu so hindujski, po mojem.
me pa popravite, če se motim, da bom vedel. Zdaj gremo pa še v mavzolej Ho Chi Mina, po mojem, da je tale stavba. Bomo videli, če se noter da. Sicer ne vidim nobenega, da bi šel, tako da po mojem se ne da. Da to je to, vidiš od odzune in je to. Zdaj, da bo je malo v Ho Chi Minu. On je bil Vietnamec, rodil se v revni družini. Je pa ali študiral ali delal tudi v tujini, med drugim v Franciji, ker Francija, kot sem že povedal, je imela čez Vietnam, se pravi, to je bila francoska kolonija. In leta 1930 je ustanovil komunistično partijo, ki se je borila za neodvisnost Vietnama. No, potem se je v drugi svetovni vojni se boril proti Francozom. Potem pa za neodvisen Vietnam, sem rekel prej Francozom ali Japoncem. Proti Japoncem se je boril v drugi svetovni vojni. Potem se je pa boril za neodvisen Vietnam, najprej proti Francozom, ki so hitro izgubili, potem pa še proti Američanom. Vietnam je nekaj časa so bile dve države, severni in južni. In Američani so branili ta južni Vietnam kar dolg cajta. Ta južni Vietnam je končno pa v vietnamske roke. Tam okoli leta 1969, če se prav spomnim. Nisem siguren. In takrat se je združil severni in južni Vietnam in tako je postala ena država Vietnam, ki je bolj komunistično usmerjena. Mogoče uradno tudi še danes komunizem, ampak ga ni ravno opaziti. Je pa Ho Chi Minh ni doživel tega, da bi se Vietnama združila. Ga pa imajo za očeta naroda, tako da je zelo cenjena oseba in tudi vidite, tle se Vietnamci snemajo, slikajo, jim to res velik pomen. Tako kot je nam v Jugoslaviji tovariš Tito. Enem še zdaj, enega pa videti ne morejo. Razumem obe dvoje, tako da ne bi rad začel tukaj kakšne politične razprave. Za ene je bil dober, za druge slab. Tem se lahko debatira in debatira, ne. Vsak ima pa svoje mnenje, niti najmanj nočem koga v karkoli prepričvati. Imam pa ljudje jaz problem, zmeraj imam jaz v življenju problem, čas. Na šihtu me čas lovi, tle me čas lovi, dajte skus cajt, pa cajt, pa cajt, pa cajt. Evo se že tema dela. In še veste, ko imam še problem, pa tu lahko rešim. Na GoPro je imel baterije zmanjkalo. Zakaj mi bo zmanjkalo? Zato, ker enkrat, ko sem nehal snemati, pritisnil, da ugasne, mi ni ugasnilo in samo ene pure vžgan ga, čist pregret ga in je seveda cel kup baterije požrlo. Ampak se zdaj si itak tema dela, GoPro itak ne bo primeren za snemanje. Bom pa s telefonom, če bo še kaj. Zdaj grem še v staro četrt, da vidimo, kaj je tam kaj. Zdaj sem z motorčkom prispel do dokaj blizu hotela. Grem na eno nočno tržnico, ki je samo ob vikendih. Tržnice so vedno zanimive. Dajem po vsem tem, ki me vozijo, kar dobro napitnino, zelo dobro. Pa mi je zmeraj žal, ker zmeraj ugotovim, da me 200 metrov stran pripeljal. Se mu ne da pol me še kaj peljati, ne. Tako da, ja, bom drugič malo premislil, če bom še dal. Glejte, tale lokalček mi je všeč, tako da se bom lejte tlele vso, pa malo opazoval, kaj se dogaja, da vidimo. Evo, tu je zdaj ta street market, da pospravljajo, da veste, da je še začel padati. Mečkan rosit ni še cele,
Ne vem, če bom to čakal. Predvidevam, da je zanimivo, ampak hej. No, prej lokalček, ki sem ga pokazal, nisem šel, zato ker je bila muzika toliko na glas. Pa ne možeš na nič posneti, na nič. Pa nisem šel, tako da imam raj take, kjer ni muzike. Ne vidite, takole, kot tlele, če bi bil lokalček, bi takoj šel. Sam, če bi bil pa lokalček, bi verjetno pa muzika nabijala. Tako da moram pa iti v en lokal, ki me na WC je tukaj, da me bo razneslo. Poglejte, v kakšnem lepem WC-ju sem pristal. V enem masažnem salonu. Tamle sem šel, sezuti sem se mogel, upam, da me moje merelke čakajo. Da jim ugasnem. Neki masažni salon, ampak jaz sem šel tamle pit, vam bom pokazal. In me sem ženska poslala, tako da fino. Prišel sem iz mesta. Tam pol, ko sem sedel pa pil, vam nisem mogel posneti, ker je bila muzika tukaj na glas in se veste, avtorske pravice pa to. Sem pa tam kar nekaj cajta posedel, spil 2 bananija smutija, ta velika, cena evro 60 rečemo, ne, ampak tako res velik. Tako da fino je. Tudi zanimivo, nič nisem lačen. Vse je dobro, fino, zjutraj imamo kar dober zajtrk. Pol jutra grem pa na izlet v Halong Bay z neko luksuzno jahto 5 zvezdic. Tako da tu gledajte, tu bo zanimivo. Pa nič, pa tisti, ki še niste naročeni na moj kanal, naročite se, je brezplačno. Pa na Instagramu me spremljajte v storijih, objavljam skozi, tako da je zanimivo. Grem pa spat, oziroma imam še 1 urco dela, pa spat. Veste, je kar veliko dela z vsem temle objavljanjem, pa tu mislim, tuk storiju objaviti, tuk objaviti. Verjemite, da mi ni lahko. Drugače imam pa občutek, da bojo ful dobri posnetki s to 360 kamera. To je tudi čist drug način montaže, menda je to treba na telefonu v neki aplikaciji. In jutri, ko se z avtobusom peljem v ta Halong Bay, če ne bom kaj drugega si najdel, bom vmes tu probal malo montirati. Bom videl. Nič, zdaj pa spat, sem res zmatran, zjutraj moram pa kar zgodaj vstati, ne, pa še pobriti se bo treba, pa tako naprej. Ajde, lepo se imejte, pa hvala, ki me spremljate.